Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kaj govorijo ponavljajoče sanje. Kaj vam želi vaša duša povedati, če se vam kar naprej nekaj sanja in še sami ne veste, kaj se vam dogaja. Vi rečete, mora me je tlačila. No, kaj sporočajo sanje? Glejte, sanje so v bistvu čisto sporočilo naše duše, ker nam želi dejansko povedati, nekaj se dogaja, nekaj ima za predelati. Zadnje čase poslušam kar nekaj zgodb ljudi, ki mi govorijo, kako imajo neprestano iste sanje ali pa kako so jih imeli v mladosti neprestane sanje. Zdaj vam pa povem od prve gospe. Gospa je razlagala, da se je sanjalo, ko je bila stara tam 11-12 let, kako je vedno preganjanja, kako jo preganjajo Nemci, kako je ujeta in kako je vedno znova ubita direktno s strelom v srce. In neprestano iste sanje in te moreče sanje se ji ponavljajo. Potem en drug gospod mi je razlagal, kako je vedno sanjal v mladosti, kako leti z avionom in kako je avion, pač to letalo je bilo sestreljeno in nekako mu uspe pristati in od tam naprej se ne spomni nič več. In ja, potem, ko sva šla pogledat, kaj se je naprej zgodilo, naprej so ga zajeli in naprej so ga ubili. In ta, ki ga je ubil v tistem življenju, je v tem življenju njegova žena. In kakšen odnos mislite, da ima? Da imata pač katastrofalnega. Pri tej prvi gospe, ki vedno bežala in v sanjah, vedno bežala, se skrivala in bila vedno ubita, v tem življenju seveda ima svojega morilca tik zraven sebe. V tem življenju je to njen sin in ta njen sin z njim nima nobene povezave, z njim ne najdeta skupnega jezika, enostavno na nek način jo tudi v tem življenju pobija. Zdaj pa za vse tiste, ki se vam zdi ideja preteklega življenja še tako znanstvena fantastika, tukaj, glejte, jaz imam tukaj v knjigi Ko imajo duše žur, sem pisala o tem, to je en članek, ki je bil objavljen v reviji, mislim, da Karma, in piše o tem, da skrivnostni madeži na telesu pričajo o tem, da smo mi vsi že nekoč živeli. In tisti, ki imate kakršnekoli madeže, pigmentne madeže na telesu, recimo, če imate temen madež, to je rjavo-rdeče barve, verjetno priča o tem, da ste umrli v požaru ali pa so vas namerno zažgali. Svetel madež kaže na to, da ste imeli opekline, potem madež kot mah priča o tem, da ste imeli gobavost v enem od prejšnjih življenj, in če imate nerazložljivo brazgotino ali izboklino, kaže vaše telo, vaša duša, da v bistvu ste v tistem, da ste v enem od preteklih življenj imeli stresko rano ali zarezo z nožem in ste verjetno zaradi te rane tudi umrli. Ali pa če imate na glavi področje, kjer ne zrastejo lasje, priča o tem, da ste bili skalpirani in je v bistvu to še vedno energijska zareza. Če imate madež na beločnici, na očeh, kaže na to, da so vam lahko prebadali oči, zato ker so v starih časih pogosto ljudje ubijali na ta način, da so jim prebadali oči. V glavnem, telo kaže, zdaj pa kako so prišli do teh zaključkov. To je en psihoterapevt začel raziskovati madeže pri otrocih, ki so se spominjali prejšnjih življenj. Veste, fantazije otrok. In otroci, ki so pač razlagali o prejšnjih življenjih in so imeli določene madeže, je začel raziskovati zgodbe teh otrok in je prišel do zaključka, da te zgodbe so resnične in da so se majhni otroci spominjali smrti, svoje smrti v preteklem življenju. In da ni potrebno 1000-2000 let, da ponovno prideš nazaj, ampak da se duša lahko zelo hitro vrne nazaj v življenje in popravlja škodo, ki jo je naredila. No, v glavnem, in je prišel do neverjetnih zaključkov, da dejansko to obstaja. Mislim, da po tej zgodbi je posnet tudi film, mislim, da je celo naslov Pretekla življenja, ker se spominja ena punčka, kako je bila v prejšnjem življenju astronaut na raketi, na vesoljskem plovilu Apollo, pa ne vem kater, in v glavnem ta Apollo
je zgorel in tudi vsi astronavti so zgoreli noter. In ta punčka se je spominjala čisto vsega, kako je umrla in se je že spominjala tudi, imela zavedanje v svojem naslednjem življenju in kaže v tem, pač pokaže se v filmu, kako ta punčka se potem rodi v eni četrti, mislim, da v Chicagu, in da je že vedela, kam bo šla naprej. Pač, glejte, pretekla življenja, prihodna življenja, pač vse neka tapiserija življenj, o katerih nimamo pojma. No, zdaj pa te dni se mi je pa prežgal video o Oprah govori o tem z avtorjem knjige Zdravilna moč regresije in podnaslov je, kako je psihoterapija pomagala pacientu in ozdravila tudi psihoterapevta. V glavnem, priimka ne vem, ampak v glavnem, ona z nezaupanjem tam posluša in sprašuje in ona pravi, da dopušča, da obstajajo pretekla življenja, ampak ona tega ne želi vedeti, ker bi lahko zvedela nekaj strašnega. Ta psihoterapevt je pa dal celo publiko, ki je bila v studiu, jo je dal v hipnozo in potem, ko je zaključena hipnoza, vpraša publiko, če se kdo spominja nekega odlomka iz tega, kar je videl. Ker to je pri polni zavesti, ne zgubiš zavest. No, v glavnem. In kaj se je zgodilo? Ena črna gospa, črnka, vstane in reče, jaz sem videla sebe, da sem bila bela nuna. In je bilo tako pač bela, poudarek na belo polti nuni. Zdaj ne vem, kaj predeluje ta gospa. Ena druga gospa je videla sebe, kako v vseh življenjih je izgubila otroke. In psihoterapevt pravi, pogosto moje stranke, ki ne morejo imeti otrok, ko zavestijo to bolečino iz preteklega življenja, ob izgubi otroka, zadaj so za obljube, nikdar več ne bom imel otroka, dejansko zanosijo. In je vprašal, če ima otroke, in je rekla ne. Otrok nimam, ker izguba otroka preveč boli in to je za obljuba zadaj. Zdaj, lejte, če čutite, da je nekje nekaj več zadaj, in verjemite mi, da je nekaj več zadaj. Ne vem, če veste, ampak iz Svetega pisma so izbrisali reinkarnacijo leta, mislim, 325 na drugem Vatikanskem konciliju. Čakajte, vam bom povedala, kater koncilij je bil. V glavnem, to je iz knjige, ko imajo duše žur, v glavnem leta, upam, da bom najdla to letnico, pač v glavnem 300 pa še nekaj, so zbrisali vse sledi iz Svetega pisma, leta 325, iz Svetega pisma vse, kar spominja na reinkarnacijo. In leta 529 je cesar Justinijan ukazal zapreti univerzo v Atenah, ki je učila tudi o reinkarnaciji in o teh sferah energije. In potem so dali zakon, da vsak, ki bo omenjal reinkarnacijo, je usmrčen. Glejte, in to je zdaj nekaj, kar jaz verjamem, da je preživeto. Čeprav za mnoge od vas, za mene, je to še vedno tak bav, da nekaj več obstaja, ampak na koncu jaz sem prepričana v to, da nekaj več obstaja. Zato, ker sem videla, 15 mojih prejšnjih življenj. Pač videla sem in občutila bolečino, ki sem jo občutila v tistem življenju, ko sem umirala. Recimo, eno od teh življenj je povezano z Lemurijo, videla sem svečenice, piramide, videla sem, kako so nas posiljevali, kako smo bile strgane, kako so nam z nekim laserjem uničili tretje oko. Pač videla sem. In ko sem določene stvari pri sebi počistila, se mi je odprl kanal, da lahko vidim tudi pri drugih ljudeh. Pač ne tako, če klepetamo, ampak na terapiji. In ta prejšnja življenja, glejte, so tako neverjetna, ker nosimo energijsko bombico svoje energije s temi zapisi nizkih energij. Tukaj mi to nosimo s seboj. In ta zapis preteklih življenj je dejansko povezan s tem, kar mi predelujemo ali pa kjer imamo bolečino.
In če se vam pojavlja bolečina na predelu srca ali pa da vam iz neznanega vzroka vas ves čas boli pri srcu, ste bili lahko enem od preteklih življenj ustreljeni direktno v srce in imate na energijski bazi pač rano. In kaj je treba narediti? Zdaj se vprašate, ok, mene boli pri srcu, kaj pa zdaj? Ne bo vas zadela kap. Ampak začnite izvajati zdravilno molitev dekodiranja in začnite čistiti spomine svoje duše. Kako to delate? Vzemite v roke katerokoli knjigo, lahko tudi to Tazano, ko imajo moški hormoni žur. Druga polovica knjige govori o programih. In zdaj pogledajte, recimo tle, preverite z mišičnim testom. Strah me je izgube ljubezni. Svoja čustva moram zatreti. Moram prosjačiti za ljubezen. Moram poskrbeti za srečo drugih ljudi. Strah me je kazni. Pač to so programi, po katerih delujemo. In če me je bilo že v prejšnjih življenjih strah kazni, ali pa sem bila kaznovana in sem bila usmrčena zaradi tega, bom v tem življenju naredila vse, da se izognem kakršnikoli kazni. In logično, če me je strah kazni, sem v tem življenju pač si poiskala družino, zbrala družino, ker sem bila kaznovana, ker sem dobivala lekcije in je bila zmeraj mogoče tudi kakšna krivica povezana s tem in zato, da ozavestim. Gre se za to, da ozavestim. Zdaj pa pojdimo naprej. Karmične lekcije. Tudi v tej zadnji knjigi govorim o teh karmičnih lekcijah in govorim o strupenih mamah. No in zdaj pomislimo, če imate z neko osebo ali pa strupeni otroci, ko imate z neko strupeno osebo za predelati nek karmični odnos ali pa strupeni oče, kaj to pomeni? Ta oseba je v tem življenju, vaš oče, vaša mama, vaš otrok, z namenom, da boste predelali lekcijo, ker določene strupene osebe so tako močno strupene, ampak po drugi strani imamo pa tako nakopičeno energijo z njimi, da če ne bi bili krvni sorodniki, se jih izognemo na kilometer daleč. Enostavno rečemo, ne hvala, s tabo ne želim imeti opravka. To so karmične lekcije. In kje je prvi korak? Je odpuščanje. Prvi korak. Dokler ne zmoreš odpustiti, oziroma dokler ne odpustiš, je zvezana energija, ne gre narazen. Zato je tako pomembno, kako odpustiti. Kako odpustiti ljudem, ki jim ne moreš odpustiti. Meni je osebno pomagalo ponavljanje stavka, naj Kristusova ljubezen do te osebe napolni moje srce. In sem si ponavljala kot afirmacijo, ker, glejte, jaz sem človek. Jaz bi komu zavila vrat, ne pa kakšno odpuščanje. Ampak, dokler ne odpustiš, toliko časa si zvezan. To je prvi korak. Drugo je pa treba iti počistiti svoje kode. Se pravi, če imam jaz kodo, vedno se moram podrediti tej osebi, lahko 1000krat odpustim, ampak ko bo prišla naslednja lekcija, bom spet naredila pač klanjanje. Moram se klanjati, klečeplazenje in tako naprej. Tukaj vsak ima toliko za delati sam s sabo, vem, da boli, vem, da je bolj enostavno se ukvarjati z drugimi stvarmi, vem, da je bolj enostavno prižgati televizijo pa gledati neko bedarijo na televiziji, ker čiščenje podzavesti ni ravno fajno delo. In druga zadeva, 2krat na dan si vzeti za sebe 6 minut. To je težko. Pri 24 urah pač 12 minut za sebe si vzeti je težko. Pač vsi to vemo. Ampak, zato ker se imam rada, želim narediti korake naprej. Zato ker želim se osvoboditi, ker sem se odločila, da v nobenem življenju ne želim več imeti opravka s temi ljudmi, z določenimi. Da bom delala toliko časa, da bom počistila. Gremo zdaj še na kakšno pozitivno sporočilo, karte prehodu na novo dobo. Kaj vam stvarstvo sporoča, kaj je za vas ta trenutek res pomembno? Veste, kaj je ta prvo sporočilo? Pač zdrava prehrana. Začnite podpirati telo zdravo prehrano. Dokler mečete v svoje telo same smeti, kako vas bo podpiralo pri čiščenju.
Vsi celični spomini grejo preko limfe ven. In če imate telo zapacano, kako vam bo vaše telo pomagalo? Naslednje sporočilo je: zaupaj toku življenja, vse je prav vedno in delam dobro, delaj dobro in dobro se ti bo v življenju vračalo. Verjemite mi, včasih treba počakati, ampak dobro se vrača. To so 3 sporočila, ampak bom šla še na naslednja sporočila v šotove karte, da vidimo za vas, ki čistite mogoče ta trenutek najbolj težke lekcije vašega življenja, ker se je duša odločila, da bo to predelala. Mogoče vas tudi zdravje malo opozarja na to, da bo treba nekaj spremeniti. Kaj je za vas ta trenutek pomembno? Da ozavestite, da veste, kaj je tisto, kar morate vedeti. Ta prva pa ta zadnja, da vidimo. Zaziranje vase. Lejte, vam pokažem. Čas je za zaziranje vase. Čas je za to, da si vzamete res čas samo za sebe in ustalite svojo notranjo energijo. Žalobnost, tale karta je povezana s tem, umaknite se v samoto. Utišaj svoj svet, izklopi telefon, internet in naredi nekaj za sebe. Začni prepoznavati dvoličnost ljudi. Pač kdo okrog vas igra politiko, mogoče vi sami sabo želite igrati politiko in se sabotirate. Naslednji 2 karti sta pa povezane s čistim preporodom, razcvetom in enostavno sporočata: naredi že nekaj za sebe. Res vam želim, naredite nekaj za sebe in lejte, ko boste predelali te ključne zadeve, pejte naprej na knjigo Ko imajo čakre žur. In ko boste to knjigo predelali, ko imajo čakre žur, še po čakrah, lejte, v telesu, ki je uravnovešeno, ne obstaja bolezen. Ne more obstajati bolezen. Bolezen nam je poslana zato, da se osvobodimo česa, ampak zaupajte sebi in svojemu telesu in pač temu moči samozdravljenja. In boste videli, vaše telo ima v sebi modrost in vse lahko spremenite. Zakaj? Zato, ker ste božanska bitja z zemeljsko izkušnjo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, tako kot vedno rečem, imejte sebe radi. Zato delajte te stvari, boste videli, vesolje, stvarstvo, vaša duša vam bo poslala čudežne rešitve, ko vi naredite prvi korak. Tako da veselo na delo, uživajte.